Letošnji izbor je najbolj zaznamovala nova tekmovalna kategorija. Razred premium je namreč zamenjal ekološki, ki postaja vedno večja zvezda. Konkurenca med zelenimi je bila huda, a zmaga je kljub temu prepričljivo pripadla Toyoti Prius. Čestitke za nagrado. Najlepša hvala. Vas je presenetilo, da je Prius zmagal? Moram priznati, da me ni presenetilo. Toyota je pač pionir na področju razvoja hibridnih vozil. Toyota Prius je serijsko na trgu že 13 let, tretjo generacijo, kar pomeni, da imamo zagotovo prednost tako pri razvoju kot pri tehnologiji. Najbolj napeto pa je bilo v razredu ženski avto, saj so se za zmago spopadli sami lepotci, ki so glavo zmešali tudi moškim voznikom. Bila Sanja, nismo tule. Glih vedela, si ne predstavljala 20-letno žensko, ki je glih s faksa prišla, ali 25-letno, ki je glih s faksa prišla, 30-letno, ki je še faksa ni naredila in tako. Ali si ne predstavljala ljubico enega bogatega poslovneža, ki v resnici je on sponzoriral ta avto, ali si je ženska sama kup, a ga je že furala ali ne in tako naprej, zunanjost, barva, kako se da v špegle pogledati, ne nazaj, ampak če se lahko našvinka. Na prvo mesto med ženskimi avtomobili se je tako zavihtela Alfa Romeo Giulietta, ki se je po oddanih glasovih žirije s 4. mesta prebila na prvo. Imate mogoče kakšen podatek, koliko žensk je kupilo ta avto? Glede na to, da raziskave kažejo, da ženske zelo veliko odločajo pri nakupu avtomobila, tudi če je potem lastnik moški, verjamem, da bo med tistimi, ki bodo navijale za ta nakup, tudi precej žensk. Na vse zadnje smo tudi danes videli, da je všeč velikemu delu ženske populacije, tudi tem, ki je bil tule v dvorani. Peugeot je po lanskem zmagoslavju s kabrioletom 308 cc letos prepričal z uporabnim enoprostorcem 5008, ki je prejel nagrado za družinski avto leta. Why is this the best car for families? Well, 5008 in fact is, as you said, the second in a row, and it's one product we were expecting a lot on side of Peugeot. Actually, we were a little bit late, but we took time actually to gather all the best specification we could have in such a car. And actually, yes, we took time, but in the end, the quality of this car is not to prove anymore. It is the second trophy for this car. After business, now family car, and family car is really a good congratulation to the car in itself and to all the people that were involved in the production of this car. Zaključno misel prireditve pa smo prepustili odgovornemu uredniku žurnala Goranu Novkoviću. Letošnja prireditev je bila že tretja po vrsti, kakšna se ti je zdela? Mislim, da je bila najboljša do zdaj. Izjemno sproščeno vzdušje je bilo in predvsem mi je všeč, da so avtomobili, ki so bili nagrajeni, res po mojem mnenju tudi zelo dobra izbira tako žirije kot naših bralcev. Kaj pa za prihodnost avto leta? Jaz upam, da bo konkurenca, ki je bila že letos izjemno močna, v prihodnjih letih še močnejša mogoče in da žurnal Avto leta, seveda, čeprav je za njim samo ena medijska hiša, lahko zaradi množičnosti bralstva, ki ima ta medijska hiša, postane definitivno eden od največjih dogodkov, kar se tiče avtomobilske industrije v državi. Letos je glasovalo 13 000 bralcev. To je uspešno? To je zelo veliko. Mi smo ponosni na te bralce.